Spoštovani gospe in gospodje, lep pozdrav vsem skupaj. Vesel sem, da včeraj in danes gostimo na uradnem obisku v Sloveniji predsednika vlade Kraljevine Danske, gospoda Rasmussena. To je njegov drugi obisk v Sloveniji v 16 letih, odkar imamo plodne stike in sodelovanje. Je to eden od najvišjih obiskov. Glede na to, da so odnosi med državama dobri, da ni nekih odprtih vprašanj, smo večino časa namenili, v teh pogovorih namenili skupnim evropskim temam, še posebej prioritetnim temam, s katerimi se Slovenija ukvarja v času predsedovanja Evropske unije in seveda tudi možnostim, ki obstajajo za to, da se medsebojno bilateralno oziroma gospodarsko sodelovanje še okrepi. Naj povem, da še posebej gospodarsko sodelovanje v zadnjih letih intenzivno narašča. Leta 2006 je blagovna menjava med državama znašala preko 300 milijonov evrov in v prvih 10 mesecih lanskega leta se je povečala za blizu 15%. Ena od panog, kjer obstajajo še neizkoriščene možnosti za krepitev sodelovanja, je turizem. Tudi temu smo namenili nekaj besed. Sicer pa je Danska za Slovenijo zgled nekaterih zelo dobrih praks, še posebej z področja delovne zakonodaje, ko je Slovenija v lanskem letu sprejemala nov zakon o delovnih razmerjih, je skupina, ki je zakon pripravljala, obiskala Dansko. Dansko so obiskali tudi socialni partnerji, še vsej sindikati, tako da so se na lastne oči prepričali, kako deluje tako imenovani sistem prožne varnosti. In vesel sem, da je Slovenija tudi s pomočjo socialnega dialoga, ki je se trajal dobri 2 leti in ob skoraj soglasni podpori parlamenta sprejela zakon o delovnih razmerjih, ki je blizu tega sistema. Torej se zahvaljujemo danski vladi, ki je bila pripravljena posredovati to dobro prakso tudi za Slovenijo. Drugo področje, kjer je Danska Slovenija za zgled, je varstvo okolja, povečevanje obnovljivih virov energije v nacionalni energetski bilanci. Glede na to, da je Evropska komisija prejšnji teden predlagala okoljsko-energetski paket in glede na to, da je to ena od prioritet slovenskega predsedovanja, smo veliko časa v naših pogovorih posvetili ravno temu. Strinjamo se, da mora biti Evropa tukaj ambiciozna, tako da bomo sodelovali tudi pri pripravi predlogov zaključkov za časovnico sprejemanja tega paketa, ki naj bi jo Evropski svet sprejemal marca letos. Danska je še posebej uspešna tukaj, ko gre za, kot sem že prej dejal, povečevanje obnovljivih virov energije v energetski bilanci. Tudi Slovenija mora po teh obvezah iz tega paketa povečati delež obnovljivih virov na 25%, kar je velik zalogaj in z veseljem bomo proučili vse dobre prakse, ki obstajajo v drugih državah članicah in kot že rečeno je Danska tukaj vodilna. Zdaj smo že nekaj let zavezniki ne samo v Evropski uniji, ampak tudi v NATO, tako da je bil del pogovorov namenjen tudi tem temam, bližnjemu vrhu NATO. Prosili smo Dansko za podporo politiki odprtih vrat Severnoatlantskega zavezništva in tukaj imamo zelo podobno stališča. Podpiramo to politiko odprtih vrat, seveda ob pogoju, da so vse zahteve, ki so potrebne za polnopravno članstvo, izpolnjene. Seveda je beseda tekla tudi o enem od ključnih zunanjepolitičnih izzivov, ki je v tem času pred Evropsko unijo. To so razmere na Zahodnem Balkanu s posebnim poudarkom na določenju bodočega statusa Kosova. Pogovarjali smo se o zaključkih sveta znanih ministrov, ki je bil končan predvčerajšnjim, ki se je ukvarjal predvsem z evropsko perspektivo Srbijo. Pozdravili smo
odločitev, da se tukaj naredi korak naprej in skupaj se zavzemamo tudi za rešitev, ko gre za določanje prihodnjega statusa Kosova, ki bo dolgoročno stabilizirala regijo Zahodnega Balkana in ki bo Evropsko unijo na tej točki ohranila enotno. Govorili smo tudi o nekaterih drugih kriznih žariščih v svetu, še vsej tistih, kjer smo oboji angažirani, bodi si preko NATO, bodi si preko Evropske unije. Eno od takšnih je Afganistan. Danska je prevzela na svoje ramena precej velik delež odgovornosti pri zagotavljanju miru in stabilnosti v Afganistanu, tudi Slovenija tam prisotna, relativno gledano na število prebivalcev in moč slovenske vojske približno enako, tako da smo zelo zainteresirani, da tudi drugi naši zavezniki v NATO zagotovijo svoj delež sile oziroma odgovornosti in da tudi Evropska unija, ko gre za policijsko misijo in za pomoč pri krepitvi stabilnosti civilne družbe in funkcioniranja civilne administracije v Afganistanu, izpolni svoje zaveze. Toliko na kratko, še enkrat zelo sem vesel, da smo lahko včeraj in danes izmenjali vrsto stališč, ki Sloveniji koristijo še posebej v tem času, ko ima na svojih ramenih odgovornost vodenja Evropske unije. Gospod Rasmussen ima tukaj veliko izkušenj, bil predsednik Evropskega sveta v času, ko se je odločilo o tem, da tudi Slovenija postane članica Evropske unije. Vsi v Sloveniji se ga spomnimo po njegovi podpori našemu članstvu in zaradi tega smo še posebej veseli njegovega obiska.